čaka zdaj to poletje? Ja, obeti sezonske napovedi za naše območje, to se pravi jugovzhodno Evropo, kažejo, da vročine se ne bomo tako zlahka zlebili, ne, tudi kar se padavin tiče, pa dejansko negotovost napovedi sezonskih še vedno zelo vprašljiva, pa vendar mislim, da bo vroče in suho poletje. Sloveniji grozi najhujša suša zadnjega pol stoletja. Najhuje je prav v osrčju Vipavske doline, kjer je nazadnje deževalo februarja. Razmere so obupne, ne? Kar govorimo v povratnih dobah zadnjih 50 let, odkar pač merimo podatke, to se pravi, to je res enkratni dogodek. Podobno sušo smo beležili sicer v letu 2003, ki je sicer že malo zbledela v spominu, pa vendar takrat je suša trajala vse od spomladanskega obdobja pa vse do jeseni, tudi sledila je večletni suši, 2000-2001, kar govorimo v hidrološkem smislu, tako da to so rekordi, ki žal prihajajo vse bolj pogoste in z večjo jakostjo. Trenutno smo nemočni, suša vidimo, da je ne bo konca, zdaj v naslednjih dnevih bo še slabši, napoved je tam do 38 stopinj in trenutno nam kulture kar propadajo. Pšenica je še za požet, tam bodo pridelki bistveno manjši od tistih normalnih. Koruza kaže zelo slabe znake, na lahkih tleh so se začele rastline dobesedno sušiti in tam pridelka žal ne bo. Lahko govorimo o 50% izpadu? Ja, 50 in več, kajti vemo, če takoj ne dobimo padavin, bo izpad koruze 100%. Zahod je že kar nekaj časa podhranjen s padavinami, čeprav se ne bi hvalili za situacijo tudi v vzhodnem delu Slovenije, kjer trenutna vročina in sušne razmere tudi tam začenjajo povzročati težave, pa vendar suša največ težav sproža na zahodnem delu, se že več kot leto dni nismo imeli, rečemo klimatološko, polnega povprečja padavin. To se pravi, da imamo dejansko podhranjenost s padavinami, ki traja že od lanskega leta. Ironija pa je, da bi lahko pridelek rešili iz vode iz zadrževalnika Vogršče, ki pa žal že nekaj let ne deluje optimalno. Če bi z njim lahko namakali preko 2000 hektarov kmetijskih površin v celotni Vipavski dolini. Napovem, da na tak način, kakor je zdaj, bomo vsi počasi obupali, ker se ne da delati na ta način. Zdaj oni odgovorni v Ljubljani bi se morali malo zamisliti sami nad sabo, ker so jih zmeraj polna usta. Vse poprek se govori od lokalne samooskrbe in kupujemo domače, pa to, pa uno, ki pa treba kaj zapeti, da se kaj naredi. Lahko je govoriti nekomu, ko ima službo, in mi tukaj se cele noči borimo s to vodo, da sploh preživijo rastline, in na tak način se ne bo dalo. Država nam je priskočila na pomoč samo glede te povišene energentov, vendar to je bil plunec v morje, praktično nič. Glede na povišene stroškov in za sušo pa itak ne bomo dobili nič, ker vedno znova dobimo odgovor, da nismo upravičeni do škode za sušo, ker imamo namakalni sistem. Če ne bo kakšnega resnejšega dežja, tudi to namakanje, ker praktično ni namakanja, nas ne bo rešilo.